Lepo pozdravljeni. Komaj si je slovensko gospodarstvo opomoglo po pandemiji koronavirusa, ga že pestijo nove težave. Pogoje zaostruje energetska kriza, zaskrbljujoča sta predvsem skokovita rast in nihanje cen električne energije, ki dosegajo rekordne ravni. Zelo slabe pa so tudi napovedi za naslednje leto. TPV Automotive je trenutno eden od vodilnih dobaviteljev nosilcev za baterije v avtomobilski industriji. Kot večina proizvodnih podjetij v Sloveniji so tudi oni energetsko intenzivni, zato podražitve elektrike močno vplivajo na njihovo poslovanje. Letos smo že pod petkratnikom nekih normalnih do sedaj vrednosti električne energije. Vsak izredni dvig cen pomeni poslabšanje poslovanja in negativne vplive, ki jih je treba kompenzirati na kakšen drug način. Vsaj del bremena bodo morali prenesti na kupce, pravi Renda. Moramo povedati, da tale izredna podražitev prihaja po lanski podražitvi osnovnih materialov in pa po dveh težkih koronskih letih, tako da že itak načeto gospodarstvo praktično prehaja še ta energetska kriza. Vse investicije, ki so v teku, so v duhu minimalne porabe, poskušajo tudi najti kakšne druge prihranke. Z visokimi cenami električne energije se ne sooča le gospodarstvo, ampak tudi javni zavodi. Poglejmo v galerijo Božidar Jakac. Cena električne energije na letni ravni je bila v letu 2021 okrog 22 tisoč evrov za kompleten objekt. Letos predvidevamo, da se bo zaustavila nekje na številki 38 tisoč. Projekcije, ki pa so trenutne za naslednje leto, pa kažejo ceno električne energije na letni ravni krepko čez 200 tisoč. Razmišljajo, kje bi še lahko privarčevali, a gradivo, nacionalno bogastvo, ki ga hranijo, seveda zahteva določene pogoje. Ti pogoji so, da je temperatura vsaj nekje 18 stopinj, ki jo moramo zagotoviti vlago, kar pomeni pri nas tudi razleževanje, kar pomeni spet strošek elektrike in tako naprej. Milovanovič pogodbe za naslednje leto ob prej omenjenih cenah še ni podpisal. Pod temi pogoji seveda tudi ne nameravam se zvezati za neko daljše obdobje. Za samo elektriko, dobavo električne energije imamo to srečo, da občina Krško izvaja skupno javno naročilo, tako da imamo do konca letošnjega leta v skladu s pogodbo zagotovljeno nekako fiksno ceno in ne pričakujemo povišanje tovrstne cene energenta do konca leta. Pravkar smo tudi podpisali pooblastilo oziroma soglasje za pričetek pogajanj za prihodnje koledarsko leto, tako da upamo, da bo občina v tem pogledu uspešna, kar se tiče izpogajane cene za dobavo električne energije. Največ preglavic jim zaenkrat povzročajo cene plina, poudarja Planinčeva. Lahko samo povem, da se je cena plina primerjalno ob pričetku lanske kurilne sezone s ceno plina ob pričetku te kurilne sezone oziroma vemo ceno za mesec avgust povišala kar za 350%. Tako da najbolj nas namreč skrbi, kako bo s ceno do konca leta, tudi če bo dobava zagotovljena. Na rast cen pa so se že odzvali v krški lakirnici Sob, ki se ukvarja s praškastim lakiranjem kovin. Vse naprave v naši lakirnici delujejo ali na elektriko ali na zemeljski plin in brez teh dveh medijev ne moremo funkcionirati. Zato smo v letošnjem letu sprejeli odločitev, da investiramo v izgradnjo sončne elektrarne. Z namenom, da si prvič zagotovijo lastni vir energije in drugič, da lahko vsaj delno vplivajo na stabilnost lastnih prodajnih cen. Elektrarno so namestili na streho objekta in kot ocenjujejo, se jim bo naložba ob trenutnih cenah električne energije razmeroma hitro povrnila. Računamo, da bomo, torej vsaj kar se tiče potreb lakirnice, da bomo zadovoljivi. Ja. To se mi zdi osebno zelo velikega pomena, ker vidimo, kam vodi rast cen, neizogibno v inflacijo. Kaj se bo dogajalo z cenami zemeljskega plina, je težko. Napovedi so zelo slabe. Mislim, da je vse odvisno od dogodkov na svetovnem trgu, na svetovni borzi. Sogovorniki sicer ob občutno višjih cenah energentov pričakujejo pomoč države. Pričakujem neke rešitve kot že rečeno, na vladni ravni, kajti predvidevam, da ne bomo imeli težave samo mi, ampak kompletni sektor. Vsekakor si pa tudi želimo, da bi dejansko to krizo država razumela kot nek zadnji klic, da bo potrebno nekaj narediti tudi na nacionalni ravni. Se pravi, poleg sledenju ukrepov na evropski ravni,
da bo tudi, se pravi, država naredila nekaj pač lastno svojega, ne, in na nek način v bistvu spodbudila neke druge vire, da bo tudi država v bistvu lahko na nek način bolj energetsko neodvisna in na ta način bomo pač manj ranljivi. Podjetja in javne ustanove pričakujejo in upajo na pomoč države in na ukrepe za zamejitev visokih cen elektrike. Ali jim lahko pomaga tudi lokalna skupnost? Poglejmo odgovor krškega župana. V občini Krško že dlje časa poskušamo s skupnimi naročili, se pravi, da prihajamo na trg kot večji povpraševalec, večji kupec, kar nam omogoča, da imamo tudi nekoliko bolj ugodne cene, lahko se tudi pogajamo in poskušamo iztržiti nekaj več oziroma nekaj nižje cene. Žal pa je situacija pač takšna, da so razlike v cenah tako velike, da tudi občina kaj posebnega tukaj ne more narediti, pa še posebej ne zato, ker ima smisel sklepati samo kratkoročne pogodbe. Ne vemo, kako se bo situacija na trgu odvijala in zato gremo pa s skupnimi naročili s kratkoročnimi pogodbami. V Inštitutu 8. marec so 5. septembra začeli s kampanjo Za otroke gre in zbiranjem podpisov podpore za brezplačna kosila za vse šoloobvezne otroke. Predstavnica Neža Dvorščak nam je pred upravno enoto Krško povedala več o dveh predlogih zakonov, s katerimi želijo zagotoviti brezplačna kosila za vse otroke v osnovnih šolah in o tem, kako v Posavju poteka zbiranje overjenih podpisov. V Inštitutu 8. marec smo pred nekaj tedni vložili v parlament dva predloga zakona, s katerima v bistvu želimo uveljaviti pravico za vse otroke oziroma vse šoloobvezne otroke do brezplačnega kosila. V bistvu si v inštitutu tega želimo zaradi tega, ker smo v bistvu pred nekaj meseci speljali eno raziskavo, skozi kateri vprašalnik smo ugotovili, da se veliko staršev, še posebej v draginji, katera nas čaka septembra, sooča z veliko prikritimi stroški osnovne šole in eden izmed velikih stroškov, se pravi, na katerem so tudi začeli šparati, je šolsko kosilo. Tako smo se v bistvu odločili pripraviti ta dva predloga zakona, se pravi urejamo dva zakona, to je zakon o osnovni šoli, ki v bistvu šolsko kosilo uvaja kot pravico in pa zakon o šolski prehrani, ki to pravico ureja. V bistvu mi si želimo, da bi šola postala, se pravi, prostor, kjer bi se vsi učenci počutili, se pravi, da bi bila pravična, bili bi si enakovredni med sabo in zato smo se ponovno odpravili na ulice mest in vasi. In imamo spet eno super terensko mrežo ljudi, ki po celi Sloveniji stoji pred upravnimi enotami, nabira podpise za zakona, rabimo jih zbrati 5000 in se pogovarja z ljudmi o pomenu te pravice. Smatram, da sta ta dva zakona potrebna predvsem zaradi socialne pravičnosti, ker res, da oni socialnega dna dobivajo subvencionirano prehrano, ampak dovolj je, da neka družina ima samo 1 evro večji prihodek od tistega limita in izgubijo vse pravice, ne samo do brezplačnih malice v šoli, ampak tudi na drugih področjih. V Krškem mestnem parku se je predstavil kandidat za župana mestne občine Krško Iztok Starc, ki kandidira s podporo Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije. Da kandidiram za župana mestne občine Krško, sem se v prvi vrsti in predvsem odločil zaradi izziva. Vodenje tako velike občine s takšnim razvojnim potencialom je že sam po sebi izziv. Nadalje, da kandidiram, sem se odločil tudi zato, ker menim, da bi bil s svojim znanjem, izkušnjami in dosedanjim delom kos spopasti se z izzivi prihodnosti. In ne nazadnje, da kandidiram za župana mestne občine Krško, sem se odločil tudi zato, ker sem odprt za povezovanje, za sprejemanje novih in svežih idej. Moj program, s katerim kandidiram, izhaja iz izzivov prihodnosti, ki so pred mestno občino Krško. 3 glavni izzivi prihodnosti, ki jih skozi program izpostavljam, so umeščanje in izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne Krško, utrditev in krepitev položaja mestne občine Krško kot središča v samostojni pokrajini Posavje ter ustvariti privlačno in bivalno okolje za vse kategorije prebivalstva in za gospodarstvo. Skozi program se kot rdeča nit pojavlja tudi vizija prihodnosti mestne občine Krško,
Ta temelji na dveh izhodiščih, prvič postati upravno, gospodarsko, kulturno, izobraževalno središče v samostojni pokrajini Posavja, ter drugič ustvariti privlačno bivalno delovno okolje, v katerega se bodo mladi radi vračali, tu živeli, delali, si ustvarili družino, okolje, v katerem se bo varno in udobno postarati in preživeti jesen svojega življenja, ter okolje, ki bo spodbudno za razvoj obrti, podjetništva, gospodarstva, kmetijstva in turizma. Zdaj pa v Brežice, kjer se je na novinarski konferenci predstavil kandidat za tamkajšnjega župana, nekdanji poslanec in predsednik Državnega zbora Igor Zorčič. Kandidaturo sem se odločil po premisleku, po tem, ko sem ugotovil in ko smo skupaj s somišljeniki, med katerimi jih je danes tudi nekaj z mano, ugotovili, da Brežice ne sledijo tistemu, čemur bi morali slediti. Brežice, tako mesto kot občina, so kraj z velikim potencialom, tako na področju kmetijstva, turizma, nazadnje tudi gospodarstva, vendar te potenciali niso izkoriščeni tako, kot bi morali biti. Brežice v primerjavi z podobnimi občinami zaostajajo. Tiste občine, ki so bile recimo leta 1991 pred Brežicami, pa so danes še dlje pred Brežicami. In naš cilj je, da ta trend spremenimo, da Brežicam povrnemo tisto nekdanjo, recimo temu slavo, ko so veljale kot neko gospodarsko, trgovsko in urbano središče Posavja, in da s tem zaživijo pač neko svoje novo, v narekovaju staro življenje. V sredo je bilo na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško precej živahno. Gostili so Športofešto, ki jo vsako leto organizira Športna zveza Krško. Skozi prikaz vadbe in aktivnosti tako na zunanjih igriščih kot v notranjih prostorih so otrokom predstavili številna športna društva. Učenci osnovnih šol Jurija Dalmatina in dr. Mihajla Rostoharja so se na Športofešti lahko preizkusili v raznolikem naboru športov. Tako je bilo pri plezanju. Dobro znam zdaj plezati in to je čisto lahko. Si prvič plezal najbrž ne? Ne, že tretjič. Bilo je dobro. Ja, sem se zelo tudi tepel. Gre za vsestranski neki razvoj. Torej otroci se učijo koordinacije v prostoru, naučijo se delovati v skupini, krepijo telo in vse ostalo, kar v bistvu otrok nekako rabi. Na Športofešti so predstavili še en borilni šport. Tako je bilo pri karateju. Pestro je bilo tudi na zunanjih igriščih. Ker je veliko športam. Zato, no. Zanimivo mi je. Dilan sicer tenis dobro pozna, saj ga trenira že nekaj let. Nad njim je skušal navdušiti svoje sošolce, no podobno vlogo je odigral tudi Lovro, ki se ukvarja z veslanjem v kajaku. Ta kajak je zelo zabaven šport, še posebej, ker lahko v bistvu delaš ful stvari. Lahko se peleš po norih rekah, po mirni vodi, lahko tudi po kajaku recimo malo plavaš tam, ful je dober. Ustavili smo se tudi na postaji mažoretnega kluba. Malo smo palci tako okrog vrteli in zelo je bilo zabavno. V vrtenju palice se je preizkusil tudi petošolec Anže, ki nam je zaupal, da je bilo zabavno, a hkrati težko. Ne vem, kak je prijet, pa tako čuden je. Učenci so se učili tudi podajanja frizbija. Predstavil jim ga je Jan Kusel, ki se s tem športom ukvarja 7 let in je bil član tako članske kot mladinske reprezentance. Ful mi je všeč, da je drugačen. V frizbiju ni sodnikov, vse se med seboj sami zmenimo, ker velja tudi spirit of the game, se pravi duh športa. In se mi zdi, da je to nekaj, kar se pri otrocih ful pozna, kako odraslo pol reagirajo na situacije, ki se zgodijo na igrišču in izven njega. Športofešto izvajamo že nekaj 5 let, hkrati pa izvajamo tudi druge predstavitve športov po občini Krško. Dejansko vsaka šola občine Krško je dejansko, gremo in predstavljamo športe. Danes tu smo v Krškem, je malo večja prireditev, pride iz Olimpijskega komiteja Slovenije, imamo neko otvoritev, zadeva je malo bolj posebna. Danes se predstavlja tudi recimo 15 športov, skozi vse te dni, ki sem jih prej omenil, tudi 20 in več. Po opažanjih in izkušnjah sogovornika pa zanimanje za široko paleto športnih zvrsti kažejo predvsem mlajši otroci. Sicer pa so v Športni zvezi Krško vključeni v različne projekte, ki so namenjeni povečanju telesne aktivnosti tako mladostnikov kot odraslih. V galeriji Božidar Jakac imajo novo stalno zbirko. Gre za slikarska in grafična dela Nandeta Vidmarja.
331 del v skupni vrednosti pol milijona evrov je galeriji podaril oziroma doniral umetnikov sin Mišo Vidmar. V prvo postavitev, ki so jo odprli pred dnevi, pa so vključili 83 del. V galeriji Božidar Jakac so z Mišom Vidmarjem, ki je skrbno hranil skorajda celotni opus svojega očeta Nandeta Vidmarja, navezali stik pred 5 leti, ko so začeli pripravljati razstavo Obrazi ekspresionizma. Takrat smo se začeli pogovarjati o možnosti donacije in vzpostavitvi nove zbirke. Vmes smo seveda evidentirali, popisali vsa dela, pripravili tudi retrospektivno razstavo. Potem njegova dela še vključili na zagrebške razstave. Letos pa postopek donacije dokončno izpeljali in z njo pridobili dragoceno zbirko. Gre namreč za 331 slikarskih in grafičnih del v skupni vrednosti pol milijona evrov. In v galeriji smo izredno ponosni, da smo uspeli vzpostaviti to zbirko, kajti na nek način je seveda pomembna kot predstavitev Nandeta Vidmarja kot avtorja, po drugi strani pa Nande Vidmar, kot že rečeno, predstavnik ekspresionizma, poveže brata kralj Božidarja Jakca z ostalimi avtorji, ki so študirali v Zagrebu, kajti tudi Nande Vidmar potem v 30-ih gre študirati slikarstvo v Zagreb in se seveda s tem naveže tako na Zorana Ditka, Goršeta in pa Gorjupa. Od 10 stalnih postavitev v galeriji Božidar Jakac jih je kar 7 iz obdobja med obema vojnama, s čimer po Milanovičevih besedah za omenjeno obdobje postajajo referenčni muzej. Za konec poglejmo še na splet. To so najbolj brane novice na našem portalu eposavje.com. Hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.